Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o napadu mrtvih mož. Leta 1915, med prvo svetovno vojno, se je zgodila neverjetna bitka, za katero bi mnogi mislili, da je izmišljena. Govorili bomo o bitki pri trdnjavi Osovec. Osovec je bila trdnjava zgrajena v 19. stoletju, v času Ruskega imperija, na območju današnje vzhodne Poljske. Bila je ključnega pomena za obrambo pred Nemčijo. Med prvo svetovno vojno so se za trdnjavo odvijali hudi spopadi med nemškimi napadalci in ruskimi branilci. Prvi nemški napad se je zgodil septembra 1914, ko so trdnjavo 6 dni obstreljevali z velikokalibrskimi topovi. Kljub temu so ruske topniške in pehotne sile s protinapadi prisilili Nemce v umik. Drugi nemški napad je sledil od februarja do marca 1915, ko so uporabili težke 420 mm topove Debela Berta. Trdnjava je bila podvržena intenzivnemu obstreljevanju in zračnimi napadi, za katere so Nemci predvidevali, da se bodo hitro zlomili in s tem bodo kasneje lahko zlomili tudi rusko obrambo. Tudi rusko poveljstvo je pričakovalo, da bo trdnjava zdržala le 48 ur po evakuaciji. Kljub ogromni škodi in velikim izgubam med branilci je trdnjava zdržala več mesecev. Rusko topništvo pa je znova prisililo nemške enote k umiku. Julija 1915 so nemške sile pod poveljstvom feldmaršala von Hindenburga začele novo ofenzivo. Tokrat so se odločili uporabiti bojni strup, saj so vedeli, da ruski branilci nimajo plinskih mask. 6. avgusta so ob podpori 30 težkih topov in 30 težkih plinskih baterij sprožili napad s strupenim plinom. Ker so imeli ugoden veter, se je temnozeleni oblak klora in broma je hitro zajel ruske položaje. Trava je počrnela, liste na drevesih pa je porumenelo. Rusko orožje pa je prekrila plast klorovega oksida. Večina pripadnikov 9., 10., 11. in 12. ruske čete je bila v napadu skoraj povsem uničena. Po končanem plinskem napadu je 14 nemških bataljonov s približno 7000 vojaki napadlo trdnjavo. Ampak ko so se Nemci približali položajem, so jih presenetili preživeli vojaki 8. in 13. ruske čete, ki so kljub zastrupitvi s plinom izvedli protinapad s hudo opečenimi obrazi, telesi zavitimi v povoje, krvavečimi usti in izkraševanjem delov pljuč so napadli Nemce z bajoneti. Prizor je bil tako grozljiv, da so Nemci zapadli v paniko in se v kaotičnem umiku pognali nazaj proti svojim položajem, pri čemer so se zaletavali drug v drugega in padali v lastno bodečo žico. Ruske sile so nato začele streljati s puškami in ubile številne umikajoče se nemške vojake. 2 tedna pozneje so preostali ruski branilci zapustili trdnjavo Osovec. Dogodek je kasneje postal znan kot napad mrtvih mož. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.